Ja, nahajamo se v podjetju KMS Malerič na Ogulinu v Vinici. Zdaj sedež podjetja je tu zadnjih 19 let, prej smo bili podlogo pri Dragatušu. Moram reči, da drugo leto bomo obeležili 30-letnico našega delovanja. V glavnem pa od vsega začetka že sodelujemo z Srednjo šolo Črnomelj. Velikokrat pridejo k nam dijaki na prakso, da spoznavajo, kako poteka delo v delavnicah. Pri nas se zlasti lahko srečujejo z stroji in proizvodnjo, zlasti jih usposabljamo na strojih za razrez pločevine. To je stroji za vzdolžno rezanje, stroji za kotno rezanje, laserski izrezovalniki, prebijalke, rezanje z vodnim curkom. Tudi naša proizvodnja v glavnem temelji na varenju po tik postopku, s katerim se tudi dijaki srečajo in spoznajo. Tudi se srečajo z mik postopkom, lahko pa tudi spoznavajo razne postopke preoblikovanja, krivljenja pločevine, tudi stanjševalnega preoblikovanja, tudi spoznavajo končne obdelave, zlasti inoksa, se pravi obdelava z brušenjem, poliranjem, peskanjem. Spoznavajo pa tudi zadeve, ki pa niso naša osnovna dejavnost, jih pa delamo za sebe, to je struženje na CNC stroju, razne postopke krivljenja cevi z trnom, krivljenje z valjčki. Tako da mislim, da imamo kar širok asortima s strojem, katere dijaki dejansko na terenu spoznavajo in tudi na koncu vidijo, kaj z temi stroji in tem postopkom dela lahko ustvarimo. Absolutno kovinarstvo nekako se je v Beli krajini Črnomelj, tudi ostali Beli krajini zadnja leta, pa tudi odprej ima kar eno tako dolgo zgodovino. Nekako je prišlo mogoče v krizo pred letom 2000, nekje dobrih 20 let nazaj. Takrat je bil tudi Srednja šola Črnomelj malo pod vprašajem, celo je ministrstvo hotelo zapreti, ampak takrat smo podjetniki, šola in pa dijaki, ki so pa bili zainteresirani, stopili skupaj, tako da je prišlo do tripartitnih pogodb, se pravi med šolo, dijakom in pa podjetjem. In nekako smo s tem programom tudi uspeli to šolo še zmeraj do danes obdržati. Moram reči, da mi smo takrat imeli 4 dijake na praksi in na usposabljanju, od tega so 3 ostali pri nas tudi bodoče za stalno v delo. In smo prav zadovoljni bili, ker je bil nekje ta program podoben tudi današnjemu vajeniškemu sistemu, mogoče celo še boljši. Po tistem programu so tudi imeli polovico šole, polovico prakse pri delodajalcu, pa še prakso na šolskem centru. Tako da so, ko so končali šolo, prišli že praktično dodelani skoraj neke vrste mojstri za tega poklica. Tako absolutno bi rekel, če nekako zaključim, da kovinarski poklic, oblikovalci kovin, posluševalci strojev, programerji, se pravi strojni tehniki, sigurno v tem bazenu belokranjskem je mesta in so zaposljivi, in moram reči, da te dijaki potem, ko končajo šolo, tudi zelo hitro najdejo zaposlitev za nedoločen čas.